danes v Pomurskem dnevniku. Mura z novim trenerjem do zmage. V Murski Soboti počastili ženske. Tudi v Prekmurju pridruženi molitvi za Tajvan. Župan Anžel obiskal Pobrateno mesto. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na prekmursko-štajerskem derbiju med Muro in Mariborom so slavili domačini. Muri je tako prvič v spomladanskem delu uspelo zmagati in to na prvi tekmi z novim trenerjem. Poglejmo si prispevek. Nogometaši Mure, ki jih je prvič vodil nekdanji strateg Brava Dejan Grabič, so pred lepo polnimi tribunami prekinili mariborski niz 10 tekem brez poraza, hkrati pa so sami prišli do prve zmage po 7 obračunih. Težko se opiše z besedami to. Odlična predstava naše ekipe. Bili smo, se mi zdi, dovolj pametni, da se nismo poganjali v neko igro, ki jo bomo igrali čez nekaj časa. Igralci so dokazali izkušnje, kakovost individualno in srce za navijače in to je tisto, kar me najbolj veseli. Nikakor se pa ne bomo predajali kakršnikoli euforiji, ker nas dela ogromno dela. Imamo težave s poškodbami, ni nas v tem trenutku veliko, tako da jutri bomo žal morali imeti regeneracijo, ker je ritem neizprosen in moramo poskrbeti za varnost. Po mirnem delu in previdnem uvodu je Mura v 20 minuti povedla, ko je Filipo Tripi žogo poslal za hrbet mariborske obrambe, kamor je stekel Mirlin Daku ter dosegel svoj 12. gol v sezoni ter prvega po 16. krogu. V 27 minuti pa so gostje izenačili, ko je malce z desne strani z kakih 15 metrov meril Martin Milec in zadev z nizkim strelom. Domači so protestirali, češ da je Max Watson vplival na igro v prepovedanem položaju, vendar je zadetek obveljal tudi po pregledu z varom. To sta bili sicer tudi edini pravi akciji do 43. minute. Domači so sicer še enkrat poizkusili prek Lazarja Zličiča, njegov strel je Ažbejuk brez težav ukrotil, nato pa so črno-beli spet povedli. Znova je zadel Daku, ki je z glavo izkoristil Zličičevo podajo z prostega strela z desne strani. Ista naveza je poizkusila tudi v sodniškem dodatku, takrat pa je Daku na koncu po kotu s škaricami zgrešil cilj. Odločilna je bila njihova kakovost in njihova dojemljivost za nove stvari. In to je to, nekaj individualnih pogovorov, premalo nažalost, ampak to bomo popravili. In več skupinskih jih bo v naslednjih dneh, ampak mislim, da to enostaven načrt za tekmo in velika kakovost nogometašev. Drugi polčas je bil s priložnostmi precej izenačen. Mariborčani so zadeli prečko, nekaj dobrih obramb pa sta izvedla oba vratarja. Končni izid je tako ostal iz prvega polčasa, torej 2-1. Vsa čast ekipi, da je odreagirala kot je. Zrelo, odgovorno, potrpežljivo, agresivno in da so verjeli v zmago do zadnje minute. Se pravi, ta zmaga je od igralcev. Hvala jim, zdaj naprej nas pa čaka ogromno dela in se ga veselimo. Mura bo v 26. krogu v petek gostovala v Novi Gorici, Maribor pa bo dan pozneje gostil Sežanski Tabor. Minulo nedeljo so mestne četrti Murska Sobota ob dnevu žena ponovno pripravile počastitev za vse ženske. Dogodek je potekal v kavarni hotela Diana. Mednarodni praznik žensk in njihove enakopravnosti se praznuje 8. marca, na ta dan pa se spomnimo tudi vseh tistih izjemnih žensk, ki so svojim delom in odnosom spremenile svet. 8. marca leta 1857 so ženske delavke iz New Yorka organizirale protest, s katerim so se uprle trdnim razmeram in premajhnim plačam. Na ta datum leta 1908 se je na ulicah istega mesta ponovno zbralo veliko število žensk, ter se pod sloganom Kruh in vrtnice borilo za boljšo kakovost življenja. Prvič so ta dan praznovali tudi pri nas leta 1911, čeprav na 19. marec. Ob mednarodnem prazniku, dnevu žena 8. marcu, mestne četrti naše občine nikoli ne pozabijo na nas. In ne dvomnim, da ste srečanja močno pogrešali. Ženske pred več kot 100 leti niso imele niti ekonomske, politične, niti socialne enakopravnosti. Izobraževanje, služba, volilna pravica in še marsikaj so bile domena moških. Ženske so rojevale, kuhale, zadovoljevale moška poželenja,
ko so to oni hoteli in skrbeli za dom. Pa so se na srečo pojavile feministke, ki so se začele boriti za enakopravnost žensk. Prireditev s kratkim kulturnim programom se je odvijala minulo nedeljo v kavarni hotela Diana, prisotne pa so poleg predstavnikov mestne občine Murska Sobota nagovorili tudi predstavniki mursko-soboških mestnih četrti. Mame, babice in dekleta dokazujemo, da smo sposobne reševati vse probleme samo, če smo složne, enotne in imamo pred očmi svoj cilj. Vsa vaša dobra dejanja naj bodo vzgled mlajšim rodovom in želimo si, da bi naš praznik, dan žena, danes, tak kot je danes, praznovale še vrsto let. Upam, da se nam bo želja uresničila. Nikar pa ne pozabimo, da v nekaterih državah ženske izgubljajo že pridobljene pravice, ker jih teptajo mogočni verski skrajneži. Ne predstavljamo si, da bi v Sloveniji šle po isti poti. In s katero mislijo so ženske zaključile svoj govor? Naj končam svoj nagovor z mislijo, da za vsakim uspešnim moškim v ozadju stoji še uspešnejša ženska. Jutri je mogoče dan, da bo tudi ona stopila v ospredje. Seveda je poleg bogatega kulturnega programa tudi tokrat sledilo prijetno druženje s pogostitvijo. V Binkoštni cerkvi v Veščici so minuli petek ob svetovnem molitvenem dnevu verniki molili za Tajvan, saj so letošnje bogoslužje pripravile kristjanke na Tajvanu. Vsako leto, prvi petek v mesecu marcu, pripadnice različnih krščanskih cerkva in denominacij povabijo vse, mlade, starejše, ženske in moške k skupni molitvi za državo, ki v določenem letu pripravi molitev. Gibanje temelji na vrednotah krščanstva, ekumenizma, ljubezni in molitve, ki obkroži celotno oblo. Spoštovani pastor Mitja Skalič, spoštovane vse prisotne, lepo vas pozdravljam in dobrodošle na svetovnem molitvenem dnevu. Letošnji program so pripravile sestre iz Tajvana. Tajvan je otok, ki leži v Tihem oceanu, jugovzhodno od Kitajske, šteje 23 milijonov prebivalcev različnih etničnih skupin. In otok je bil v preteklosti znan kot Formosa, kar pomeni lep otok. Na otoku je 9 nacionalnih parkov, številnimi naravnimi lepotami in viri, prelepimi plažami in sliko raznolikih in lepih barv na otoku predstavljajo tudi naši vrti in rože na mizi. Prvi petek v marcu so tako v Sloveniji kot tudi v preostalih 150 državah molili za Tajvan. Osnovo je predstavljal odlomek iz Pavlovega pisma Efežanom, v skladu s tem pa je naslov bogoslužja Slišal sem o vaši veri. Slišal sem o vaši veri. Iz Efežanom 1. lista 15. vrstica je tema letošnjega svetovnega molitvenega dne. Definicijo vere najdemo napisano v Hebrejcem 11. poglavju, kjer tako pravi: je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. In spomnim se, ko smo se več kot pred 50 leti pri verouki učili, kaj je vera. Letos je bilo bogoslužje načrtovano v 8 slovenskih krajih, in sicer v Izoli, Rogaški Slatini, Ljubljani, v Murski Soboti, Kamniku, Velikih Laščah in v Smledniku. Župan Damjan Anželj se je minuli konec tedna na povabilo slovenskega društva Lastovka Ingolstadt udeležil praznovanja nedavnega kulturnega praznika v našem nemškem pobratenem mestu. Župan se je vodstvu in članom društva zahvalil, da ohranjajo tradicijo praznovanja slovenskih praznikov, omogočajo svojim otrokom, da obiskujejo pouk slovenščine, pojejo slovenske pesmi, plešejo slovenske narodne plese in skrbijo, da slovenska beseda v Ingolstadtu ne zamre. Ob tej priložnosti se je župan sestal tudi z županskim kolegom dr. Kristjan Šarpfom, s katerim sta se pogovarjala o odličnem sodelovanju naših mest na področju kulture in mladine in se strinjala, da je sodelovanje potrebno še nadgraditi.
Skupaj s podžupanom dr. Timijem Gombocom je župan obiskal tudi dolgoletnega župana Ingolštata, našega častnega občana in velikega prijatelja Murske Sobote Petra Šnela, ki se je zahvalil županom obeh mest, da skrbno nadgrajujejo prijateljske vezi, ki so se vzpostavile pred več kot 4 desetletji. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturo med 5 in 6 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko in Radencih smo poldne namerili 5, v Lendavi in Murski Soboti pa stopinjo več. Jutri bo sprva večinoma oblačno, popoldne se bo ponekod delno razjasnilo. Še se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne pa od 6 do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli 4, dnevne pa med 11 in 12 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji se bodo občasno pojavile krajevne padavine. Oba dneva bo pihal jugozahodnik. Toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 8, čez dan pa od 11 do 18 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.